prihajajo po vaše otroke in tega niti več ne skrivajo. In ko rečem oni, mislim, poglejte ta podatek. Delež registriranih demokratov, republikanci med profesori na elitnih ameriških univerzah. Mislim, poglejte to. Demokrati 99, 98, 97. To so Harvard, Princeton, Yale, Berkeley, Columbia, UCLA, 89%. V redu, so demokrati, kar pomeni, da promovirajo določene ideologije. In če želite vedeti, katere so te ideologije, mislim, poslušajte samo, kaj je imel zapovedati ta profesor z Yale. In Dan Bongino seveda govori o tem. Hvala Bogu za Dana Bongina. Dobrodošli v Odporu. Poglejte, kako ta profesor z Yale v bistvu prizna, da vaši otroci pripadajo nam, ne vam. Ne šalim se. Včasih povedo tisto, kar bi morali zamolčati, zelo na glas, in na to morate biti pozorni. Poglejte tole. Prišel sem v težave, ker sem predlagal, da bi razmislili o večji teži glasov mlajših ljudi ali dodelili najmlajšim upravičenim volivcem glasove po pooblastilu za nezastopane otroke v naši državi. Torej, to so drzne ideje. Zakaj pa ne? Zakaj jih ne bi dodelili staršem teh otrok? No, zato ker obstaja razhajanje interesov med starši in otroki. In mislim, da je bolj verjetno, da bodo mladi ljudje, ne pa tisti, ki vzgajajo otroke, imeli najboljši vpogled v interese. Ljudje, ki ne vzgajajo otrok, bodo imeli najboljši vpogled v interese. Aha, povej nam več o tem, kaj v resnici misliš o starših in otrocih. Medtem ko ti, Če bi ti dodelili. prejel Mislim, 5 da je to glasov neumno. po pooblastilu. Mislim, da je absurdno si predstavljati, da ima 24-letni, nedavno diplomirani študent boljšo presojo o interesih mojih otrok kot jaz sam. In to povem z vsem spoštovanjem do 24-letnih, nedavno diplomiranih študentov, katerih starš upam, da bom čez približno 9 let. Mislim, da starši nasplošno zamenjujejo interese svoje družine z interesi svojih otrok. In del našega cilja, mislim, kot starši, pa tudi kot družba, je zagotoviti, da otroci niso talci svojih staršev. Otroci niso talci svojih staršev. Samo želim povedati, poleg tega, da ta moški govori popolne neumnosti, želim vam samo pojasniti to. Ta človek je profesor na univerzi Yale. Profesor, ki je dovolj pomemben in vpliven, da ga za njegovo mnenje intervjuira The Telegraph. Ja? Prav. Samo želim, pač tukaj snemajo celoten video, gre za mnenjski članek. To je kot neko neumno mnenje o tem, zakaj se ameriška starajoča elita noče upokojiti. Mislim, samo poglejte to za trenutek. Fašizem. Pozabite na socializem. Kaj pa, če je prava grožnja ameriški demokraciji tiranija starejših? V redu, to je ta slog. In tipa, ki ga pripeljejo noter, je ta fant. In njegova celotna teza je nekako taka. Ja, starši v resnici ne, če pač v resnici ne vejo. In veš, to je slabo za otroke. To so ljudje, ki učijo vaše otroke na univerzi Yale. Samo da pojasnim. Veš, tiste univerze, na katere si se tako trudila, da bi jih spravila. Zato pa pridejo ven čisto zmešani in indoktrinirani. Ja. Toliko, kot se zanašamo na starše, da jih vzgajajo. Med oddajo ne govori veliko, kot veš. Je tak, človek, tole je pa res pretirano. Ljudje, želite videti, kaj prihaja? Nočem tega zamočiti, zato poskušam biti zelo previden. Zato mi odpustite. Premor je nameren. Se spomnite knjige Hillary Clinton, Potrebna je vas? Ne, ni potrebna vas. Potrebni so dobri starši. Ja. Ljudje, to je bila generacijska vojna proti mamam in očetom ter jedrnim družinam po vsem svetu strani komunistov. Zakaj to želijo? Zakaj ta popolni bedak, pravzaprav utelešenje tistega, kar v tej oddaji imenujemo pametni bedak? Kaj je on, profesor prava na Yaleu ali kaj podobnega? Hkrati je tudi najbolj neumen, kar ste jih videli v zadnjem času. Morali bi dati večjo težo glasovom otrok in zmanjšati vpliv staršev. Zakaj želijo, da imajo otroci večji vpliv na družbo kot vi, starši, ki ste? Zakaj? Povejte mi v klepetu. Odgovor je očiten. Ker vedo, da otroci, že zaradi svoje starosti, ne po svoji krivdi, nimajo življenjskih izkušenj in dejansko niso preizkusili stvari, o katerih govorijo socialisti. Z njimi je lahko manipulirati. So neumni, so mladi. In zato si mislijo, wow, idealistični so.
In dejansko ne vedo, kako razviti intelektualno doslednost in argumente, ki jih pridobiš le z življenjskimi izkušnjami. In zato dajmo dovoliti otrokom glasovati, dajmo jim večjo težo. Mislim, a razumeš, kako globoko zmanipulirano je to? Vzemimo glas otrok in ga naredimo pomembnejšega od glasu staršev. Ker statistika pravi, da starši glasujejo na določen način, otroci pa na drug način. Torej, izkoristimo to v našo korist. Ne vedo, da so dovzetni in bolj podvrženi vplivu, bolj propagandi. Bolj bodo dovzetni za vplive, zato vedno ciljajo na otroke. Se spomniš, včeraj smo predvajali tisti posnetek. Gospa, ki govori o queer teoriji, je rekla, da moramo otroke ujeti zgodaj. Ljudje, to ni gledanje v prihodnost. Obljubim, ta oddaja nisem Karnak iz oddaje Johnnyja Carsona ali stigične čarovnice iz Titanov. Dejte mi oko, samo poslušam, kaj govorijo. Kaj je to? Prav, to je presenečenje. Tip pravi, da ima popoln posnetek. Prav. Tega nisem videl. To ni del našega načrta oddaje. Prav, naj vidim katerega. Predvajaj ga. Nikoli nismo toliko vlagali v javno izobraževanje, kot bi morali, ker smo vedno imeli nekakšno zasebno predstavo o otrocih. Tvoj otrok je tvoj in popolnoma tvoja odgovornost. Nismo imeli prav izrazitega kolektivnega pojmovanja, da so to naši otroci. Torej, del tega je, da moramo preseči to našo zasebno predstavo, da otroci pripadajo svojim staršem ali družinam in prepoznati, da otroci pripadajo celotni skupnosti. Ko je to odgovornost vseh in ne samo gospodinstev, začnemo bolje vlagati. Hvala, Gi. To ni bilo del oddaje. To je bil dejanski MSNBC, pred MS Now. Mislim, Elon Musk pravi, da so starši pravi sodniki za dobrobit svojih otrok, ne pa nek naduti profesor, ki želi, da ima država nadzor. In ne vem, če bi se lahko bolj strinjala z njim. Si slišal, kaj je rekla tista ženska? Želim, da vsi še enkrat poslušate to. Nikoli nismo toliko vlagali v javno izobraževanje, kot bi morali, ker smo vedno imeli nekakšno zasebno predstavo o otrocih. Tvoj otrok je tvoj in popolnoma Tvoja pravilno, odgovornost. Tako je. Zelo kolektivno pojmovanje, da so to naši otroci. Torej, del tega je, da moramo preseči to našo zasebno idejo, da otroci pripadajo svojim staršem ali svojim družinam in prepoznati, da otroci pripadajo celotni skupnosti. Ko je to odgovornost vseh in ne samo posameznih gospodinjstev, začnemo vlagati bolje. Ne, tega ne počnemo. Temu se reče komunizem. To je tisto, kar oni... Mislim, že samo misliti, da bi lahko zagovarjal idejo, da starši niso odgovorni za svoje otroke, je zmešano in nevarno. Pozabite na pravne posledice. Kaj se zgodi, ko starš zlorablja otroka? Torej, je kriva skupnost, starš pa lahko kar odkoraka brez posledic in ima še več otrok? O čem govoriš? Tako pridejo do otrok. Prepoznajo, da so otroci šibki in ranljivi. Prepoznajo ljudi, ki v družbi intelektualno niso sposobni dejansko zaščititi svojih skupnosti. Zato se spravijo na nore desničarje, zato se spravijo na nore levičarje, na ljudi z nizkim IQ-jem in spravijo se na nje, ter jim vsiljujejo te ideologije. In zato zdaj prihajajo po otroke, da bi jih indoktrinirali in uporabili za svoje politične cilje. In to je vse. Otroci so samo uporabljeni za njihove cilje. In to je šokantno. To je ogabno, to je gnusno, to je sramotno. Za božjo voljo poskrbite, da bodo vaši otroci varni. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.